Dober večer. A se sliši? Tudi v zadnji vrsti. No, hvala Bogu, ker smo se mal matrali, da smo prižgali ta strojček, ki glas prenaša. Dober večer, torej vse lepo pozdravljam. Danes je že naše peto srečanje. Tudi danes bom dal tole naokrog, da se boste lahko zapisali tisti, ki bi želeli prijeti ta predavanja, ki jih bomo razmnožili v eni brošuri. Torej letos imamo tamle napisano, da so 30. postna premišljevanja. Pred 30 leti je nadškof Šuštar predlagal, da naj začnemo s tem in je meni rekel, jaz sem že 30 let nadškofijski referent za versko izobraževanje odraslih. No in je meni to naročil in zdaj držimo, že 30 let to držimo. In za začetek vedno naredimo malo razpoloženja, ker je postni čas, malo postnega razpoloženja, ker je nocojšnji predavatelj je že tukaj, pater Vili Lovše, doktor teologije, ki je proučil za doktorat ustanovitelja svojega reda, svetega Ignacija Lojolskega, in to prav na kraju, kjer je Ignacij Lojolski bil rojen in živel, torej v Španiji in najbrž še na Portugalskem, oziroma ne na Portugalskem, pač Bask je bil ustanovitelj jezuitskega reda, sveti Ignacij. Baskija je dežela z zelo starodavno kulturo, to je ena od pranárodov Evrope. Torej, gospod Vili, ki je tam doktoriral, je tudi dober pevec in zato sem prosil, da bo on nocoj zapel z vami postno pesem, ker od motorja je zelo odvisno, kako vse skupaj steče. Zato ga zdaj vabim sem pred mikrofon, pa bomo ustvarili postno razpoloženje. Pa bi zapeli Kraljevo znamenje Krist stoji. Ta še vedno stoji. Kraljevo znamenje Krist stoji, badero glej hkrati, na križu Jezus nas uči, srčno se vojskovati. O sveti
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se mene, grešnika. Bom prebral najprej z dovoljenjem odlomek iz Lukovega evangelija, evangelij Božjega usmiljenja, in sicer 6. poglavje, 27 pa naprej, za vzdušje, ker v usmiljenju se mi zdi, da sploh ni mogoče govoriti brez Kristusa, da streljamo v prazno. Pravi takole učencem: vam pa, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo. In kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko, in boste sinovi najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Povedal pa jim je tudi priliko: mar more slepi voditi slepega, ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem, toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moraš reči svojemu bratu: pusti, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu, če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa, in potem boš razločno videl odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata. Tako Jezus učencem, predtem pa blagre, pa množici govori. No, v postu smo pobrali zdaj
Če se spomnite na prvo postno nedeljo, smo brali najprej izkušnjave, to, ki so Jezusa vabile v trdosrčnost, v to, da bi se odrekel temu, kar je. Da bi zapravil svojo identiteto, to, kar je za Boga, to, kar je zase in to, kar je za druge. To je bila prva postna nedelja, se spomnite? Kako Jezus odgovarja na izkušnjave. Na druga je potem, da se vam zdi, da je tukaj povezano z dostojanstvom usmiljenja, kot je moja tema, o kateri bom malo jecljal tukaj nocoj. Sem bral vse sorte, sem se pripravljal ko na izpit. Vam povem, ko sem Faustija bral, sem začutil, da sploh kristjan nisem, da sem revež, slabši od farizejev, da jaz bistvo krščanstva še vedno nisem dojel. Morda z glavo za trenutek, srcem pa še daleč tega. Tako sem dobil kar, kako bi rekel, srh spreletel, no. Ko sem bral Faustija, zdaj že pokojni, Lan se je poslovil, 74, rak, sobrat jezuit. No, prav ob tom odlomku, ki sem ga prebral, vam priporočam, če morate. Jaz sem tudi papeža, sem prebral tam 2-3 knjige, pa še doma imam 2. Zapomnil sem, nisem kaj dosti, ker sem trde glave, ne, ampak sem videl, kako je dejansko usmiljenje bistvo. Pa da ga jaz do zdaj sploh nisem razumel. Ne vem, če ga razumem zares, ne. Morda mi bo nocoj dano, ko bom jecljal tukaj kakšno besedo, da bi se kaj odprlo, morda še komu, ne samo meni. No, tako doživljam res en tako, to, kar je farizej pa cestnina, ne. Ker je farizej bil povabljen, da bi odkril svoje tragično stanje in začel moliti kot cestninar. Pa starejši brat je bil povabljen od očeta, da bi, to je bil v Evangeliji 4. postne, se spomnite, izgubljeni sin oziroma usmiljeni oče. No, starejši sin je bil tudi povabljen, da bi prepoznal svojo tragedijo in se vrgel v držo mlajšega sina, da bi se zavedal, da je bolj oddaljen od Boga kot mlajši sin. Pa imate pol ta dva na križu, se spomnite, levi pa desni. Pa sem jaz povabljen, da bi se zavedal, da sem tisti, ki vpije, ki obsoja, ki se jezi. Zato, da bi lahko rekel, Gospod, pri mej, daj mi malo besed tega, ki je rekel, usmil se me, Gospod, ko prideš tega, kar greš, ne, v Božje kraljestvo. In to se zdi glavni dar zame, recimo, te priprave, da vse, kar v Svetem pismu berem, vse te podobe, bolniki, predvsem pa v farizejih, ne, ki so Jezusa do tal prebili, potem povezali z zemljo, z lesom, s krvjo. Da se mi zdi, ne, da je to vabilo, da bi tudi jaz kot farizej prišel do te molitve, Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnega, da se neham napihovati, da neham soditi druge, da neham sejiti Boga, ker nisem. In to se mi zdi, če tako na kratko rečem, glavni dar tega, da me je Rudi izzval dostojanstvo usmiljenja, se mi je zdel, to Frančišek uporablja, ne, besedo, papež. Se mi zdel, kaj boš pa ti, revež, povedal, ne prvo, ne drugo, nimaš kaj dosti pojma, ne. Dobro, to je bil prvi vtis.
No, ko sprejmeš, potem pa začne srce to iskati, ne? Vsak dan. Ko mašuješ, ko moliš, je to vprašanje dostojanstvo, pravo dostojanstvo. Kaj je pravo dostojanstvo? A s teh besedah sem jih prebral, se vam zdi, da pride na dan naše dostojanstvo? Pa kje? Ljubite svoje sovražnike, pa pravi, usmiljeni, kakor je usmiljen oče. To je geslo, ne? Usmiljeni, kakor oče. Geslo leta. Ne sodite, ne obsojajte, odpuščajte, blagoslavljajte, molite, dajajte. A se vam zdi, da govori kaj o dostojanstvu človeka? Kako se vam zdi, če pogledate v svojo izkušnjo, kako jaz vrednotim, vidim svoje dostojanstvo, kako ga doživljam? Aga, to je kot prvo vprašanje. Zase, da vidim, kaj je moje srce prav. Drugo pa, a je tukaj povezano z usmiljenjem, pa kako? Kaj pa usmiljenje zame? Tako gorenjska vzgoja je bila, fant se ne sme jokati, se ne sme smerati, se ne sme sam sebi smiriti, mora biti trd, mora tudi sebe, če se je na levo udaril, se mora še z desno zadeti, oziroma obratno, ne? Ozid, da z obeh koncev kri teče, da se utrdil. To je, kako pol usmiljenje v ta kontekst paše. Kaj to zdaj pomeni, usmiljenje? Dostojanstvo usmiljenja. Meni se zdi, da odgovor dobim, če sem si postavil vprašanje, ne? Jaz mislim, da ga vam ne morem dati. Tako serviram ga. Lahko pa malo to, kar sam razumem do zdaj, morda še bolj, kar sem doživel, malo razdelim, ne? Tudi ob tej Božji besedi. Torej, če gledamo zdaj na podlagi teh dveh vprašanj, ne? Kako je dostojanstvo, pa dostojanstvo usmiljenja, kako je to povezano. Zdaj, tisti, ki ste šli skozi duhovne vaje, pa ste doživeli to druženje z Jezusom, njegovo besedo, že od spočetja naprej, ko se dogaja, ko angel pride, ko v znani Mariji, pa še prej, ne, vse to hrepenenje stare zaveze, da bi le enkrat prišel Mesija, tisti, ki bo pokazal, kako je Bog, kdo je Bog, pa ki nas bo osvobodil. In pol se enkrat zgodi, ampak kot vidimo, ni to enostavno sprejeti. Jezus postane človek, pol je deček, pol je otrok, pol joka, pol ga Janez Krstnik kot možakar postavi v službo, ga pošlje v imenu stare zaveze, v imenu očeta celo, Boga potrdi. No in pol vidimo, kaj Jezus dela, če gledate, kaj prevladuje pri njegovem delovanju. Če ste brali, verjetno ste vsi brali, velikrat pa večkrat, ne, pa če ste pri maši, poslušate to. Kaj prevladuje v Jezusovem delovanju? Kako je, včeraj smo brali, včeraj je bila nedelja, ne? Kako je do farizejev, potem pa do bolnih, slepih, kruljavih, grešnikov, je z njimi, pa vzdravlja jih, a ni to zanimivo? To. A ste kaj tega že doživeli? A bi lahko rekli, če gledamo Jezusa, da vidimo usmiljenje v osebi, utelešeno. A se strinjate? Tako notranje, no. Iz vaše dosedanje izkušnje Kristusa, ne. Kristusa spoznaš kako? Najprej v evangelijih, seveda, ne. Potem kje še? V cerkvi, pol v skupnosti, ne.
v življenju svetnikov. Jaz sem danes tukaj zaradi tega, ker so se me svetniki dotaknili, ne Sveto pismo, ne prvo, kar se me je dotaknilo. Spomnim, sem bral očeta Damjana pri 13, kako sem jokal. Nisem še bral Evangelijo, sploh nisem bil sposoben takrat. To sem pol, ko sem prišel k jezuitom, no pa, ko sem šel v mlad, sem začel nekaj brati Evangelije, pa sem rekel, Fermajden, pa to se ne da nič razumeti, kva je Jezus govoril, pa, ne? Vse to se nič ne razume, to je kar neki. Sem se učil strojne elemente, pa švasanje, pa gradiva, pa zobnike, statiko, pa te stvari, ne. Jezus pa tam nekaj abstraktne zadeve. Ampak, kaj pa pritegnili? Ja, oče Damjan, svetnik, ki se je raztrgal za gobovce. Si morate misliti. Pol, duše, pa Frančišek, pa Klara, ne, to smo brali pol, takrat v puberteti, ko so rožce, se ti rožce prikazujejo, tle, a ne, ko si zaljubljen. Torej, zdaj, če jaz gledam nazaj, pa po težavah seveda, težave tudi. Če gledam, ne, kje se me je usmiljeni Bog najbolj približal, je takrat sem bil najbolj žalosten. To je bilo enkrat v puberteti, ki me je mama tako ponižala, da sem mi pa šele pred 5 leti zares odpustil, ali pa majhen manj. Potem je bilo to, ko sem imel prometno nesrečo, ko sem bil star 18 let po izpitu, ko sem šel kot strojnik v Zagreb, pa sem se zvrnil dol pred Višno goro 2-krat, z novo stoenko, pa sedal sem se čez žadno šipo ven prideti. Joj. No, ampak tam sem jaz doživel to, da mi je prišla molitev. Molitev mi je prišla, ko sem lezel iz avta in bežal, Oče naš, pa zdravo Marija, pa sem začel na glas moliti. Verjetno tudi zaradi tega ne, ker smo na Brezje hodili večkrat kot mladi, pa smo celo noč molili rožo venc, pa to ne. Ampak tam sem tako očitno doživel, ne, da sem še živ, zaradi tega, ker me Bog hoče živega. Ker nižji dol je bila nesreča, pa je eden umrl, 500 metrov nižji. In so policaji rekli, ko so prišli tle pa še noben ven živ prišel, pa je že bilo ene parkrat. Tako da sem bil šokiran. No, to je bil tudi tak dotik, se mi zdi, usmiljenja. To zdaj, ko sem zdaj gledal, ko sem se pripravljal, sem bolj dojel. Pa pol smrt matere na Nomaš, recimo, tudi. Ampak nikdar nisem tako gledal skozi to, ne, da je to dejansko Božje usmiljenje, ki me uči, da ga bi sprejel, da bi ga sprejel, da bi mu zaupal, da bi se odrekel temu, da ima mesto oblast nad svojim življenjem, pa da jaz vodim moje življenje, pa da sem jaz tisti, ki določam, kako morajo stvari iti pa biti. No. Pa pol še ena depresija, čez 10 let, pa 40. Tudi. Morda še najbolj. Tako zares zavestno, da se zavedam, da da me ima Bog rad najbolj tam, ker sem najbolj bos, najbolj lažniv, najbolj preplašen, najbolj sebičen. Ker jaz sem hotel že konc narediti v tej depresiji. To se zdi tako ena velika sebičnost, dokončna zavrnitev dialoga vsega. Ne? In dejansko se je pa ravno obrnilo. Da od takrat naprej se lahko zahvaljujem Bogu za to, da sem žalosten, da me je strah, da me boli, da ne razumem, da ne obvladam, da sem krhek, omejen.
tako večkrat doživim kot ta Peter, ne, ko ga Jezus pokliče tam, ko vrže na njegovo komando, pa pravi potem, Gospod, pojdi od mene, jaz sem grešen človek. No, tle se zdi, ne, ko se nakopiči, pri 40 se nakopiči ta monolog, je za nas, da si ravno obratno, kot bi rad bil, da tisti cilji, ki si jih imel, ko si prišel kot idealist k jezuitom, da se niso resničili, ampak da izgleda ravno obratno. Da še molt ne znaš, zares. Pa da skregam so brati, pa da gre predstojnik na jetra, da ti Bog na jetra, da si najbolj na Boga jezen. Pri 40 to odkriješ. Skratka, nič lepega bi rekli, ne? Polomija. A ne? No, tam se mi zdi, da sem prvič zares prijel Božje usmiljenje. Da ni bilo treba dol skočiti. Pa to zdaj bolj razumem, ne? Pred 14 in 15 leti nisem toliko zdaj. Zdaj pa sploh sem Faustija bral, pa tole sem doživel dejansko, da me Bog zdaj tle uči živeti iz njegovega usmiljenja ves čas. Pa poslušam, ne, spovedi, težke zgodbe. Vsak ima svojo težko zgodbo, vsak od nas. Vsak. A ne. Vedno bolj doživljam tudi zaradi svoje. Da je tam, ker je najbolj težka, tam je Gospod najbližji, pa najmočnejši, pa najbolj živ, pa tam dejansko mene pa človeka v rokah drži in oživlja. Ne. To je zdaj tako malo moje izkušnje, ne, za prvih pol ure že. Še pol ure povem bistvo, pa bo. No, če gledam še dostojanstvo, ne, kako ga doživljam, tudi mislim, da se izboljšuje, ampak je povezan s ponižnostjo. Ne vem zdaj, kako bi to rekel moderno, s tem, da nisem nič več jezen nase, da sem tak garjav cestninar, da se lahko že zahvalim za to, da me je Gospod ima rad kot cestninarja. Veste, kako je bilo, ko sem bil 20 let star, sem bil 2 meseca žalosten, ko sem, ne vem, ukradel strip, sem bil razočaran nad sabo, pa sem ukrivdo, pa da se pa okoli tistega vrtil, pa sem bil jezen nase, pa na cel svet. Pa me je nabil, en sošolc, ne. Pa sem jaz 3 mesece razmišljal vsako jutro, kako bi se mu mogel maščevati, pa kakšen nič sem, ki se nisem maščeval, pa tako, ne. To je bilo pri 20, ne, se pravi, kakšno dostojanstvo, nobenega dostojanstva, nič. Vse jaz tako vidim, no. Po drugi strani pa ta napihnjenost, ne, odličnak, brihten, a ne. Ampak kakšno dostojanstvo je to res dostojanstvo? Ne vem. Meni se zdi, da zdaj, če gledam, ne, kot dostojanstvo, kot vrednost, pa v čigavih očeh, za koga? V maminih očeh nisem doživljal, da imam dostojanstvo. Malokrat. Ali pa v ključnih trenutkih nisem. V očetovih tudi ne. Recimo. Ampak zdaj pa, ko sem v duhovnih vajah gledal nazaj, sploh v drugih mesečnih, pri 43, 42, sem pa prav odkril, da je bilo moje največje dostojanstvo prav takrat, ko sem ga strani ljudi doživljal najmanj. Da takrat me je Bog najbolj varoval, držal, spoštoval, cenil, oživljal, bil zvest, zato sem mu tudi malo zaupal takrat, ker sem bil brez človeške podpore. Vsaj tistih sem mislil, da me mogli podpirati. No. Torej, raste počasi dostojanstvo. Ampak je to dostojanstvo. Gospod, jaz sem tvoj v vsaki situaciji, tudi takrat, ko me je samega sebe sram.
se ti zahvaljujem. To recimo je bilo zdaj, ko smo imeli v Kančevcih župnijskim svetom, Svete Magdalene, duhovno obnovo. Je to tako močno izstopilo. Tudi pri takih so 10 let starejši od mene, pa še več. Mame so dale vraga in pol skozi v življenju, žene, pa tudi možakari. In sem prav to doživel ob njih, kako umirjeno dostojanstvo imajo pred Bogom in kako so bili veseli, ko sem jih jaz spomnil na to, da so se še globlje zavedali tega in veselili tega. V Božjem usmiljenju, Vsak mi je pa zlahka povedal svojo krvavo zgodbo, za mir. Jaz imam tudi recimo, to prva zamera, ki sem jo odkril tik pred veliko depresijo, so bratov. Pol v tej depresiji sem odkril, da je večja zamera do očeta. Čez par let pa še, da je še večja zamera do mame. In da sem tle najbolj mrtev. In da je tle Božje usmiljenje največje, pa da mi največ moči daje, pa da me najbolj osvobaja, pa da je najbolj z mano. Prav tam, kjer sem najbolj zameril. Pa sem se najbolj zaprl, pa sem najbolj slep ratal. Pa najbolj trd, najbolj obsojevalen, najbolj zadirčen, najbolj zaničljiv, najbolj negativen, pesimističen, sarkastičen bi lahko rekli, ciničen. No, toliko zdaj moje izkušnje, na kratko. Zdaj bi pa izpostavil samo par bistvenih stvari iz tega odlomka, ki pokažejo prav to. Na to odlomk se mi zdi, da kaže prav to, kako Kristus vrne dostojanstvo vsakemu izmed nas. Jasno, evangelij cel je to, zajamem te v svoje usmiljenje, da boš lahko živel iz svojega dostojanstva. Lahko rečemo zdaj, da je dostojanstvo kaj? To, kar tukaj pravi, sinovi najvišjega, hčere najvišjega. Dobri tudi do nehvaležnih in hudobnih. To, kar se nagonsko tako upira, vse da vam ne upira to. Dober do nehvaležnih in hudobnih. Ampak da, če gledam zdaj, kaj Bog v resnici meni v življenju do zdaj odkriva, koliko sem nehvaležen in hudoben. Kako sem, kako pravi tle, sovražnik Boga najprej. V resnici. Sem bil, pa sem še. Potem, kako ne blagoslavljam tistih, ki me sovražijo, ampak jih preklinjam. Pa tako naprej, to mi večkrat uide zelo. Potem molite za tiste, ki gredo ravnajo z vami. Ja. Na duhovnih vajah, ja. Kva pa v vsakdanjem življenju? Kdo gredo ravnajo z mano? Dostikrat tudi jaz sam s sabo, ste opazili? A se vam zgodi, da sami s sabo grdo ravnate? Grdo, kar se tiče telesa, hrane, spanja. Dobro, torej, udari po enem, nastavi še drugo. Ja, kaj meni Bog kaže? Dejansko, kako sem neusmiljen skozi zgodbo. In da je on na duhovnih vajah pol šel to bolj vidi. No, pa tudi takole, ko spovedujem druge, jaz pol kar nenadoma vidim, kako je bil Bog do mene usmiljen, kako sem, pa kako je v resnici usmiljen. Ko poslušam zlo drugega, ki pride k spovedi, pa točno tisto našteva, kar je tudi moj greh. Točno isto. Isto mi prepoduje. Ampak ko jaz njega poslušam, mi gre na jok, pa doživljam, kako je Bog do mene usmiljen. Pa tudi do njega. In grem potem lažje Gospod. Ampak v resnici gledam, Kristus je meni kazal zdaj, da bi jaz odkril to, da sem sovražnik. Tako kot farizej, tako kot ta, ki se je hvalil, kako je boljši od drugih. Tako kot ta, ki Jezusa skuša, če zna kaj zapovedi pa tega.
tako ne, ta. Zdi, ne, da Gospod dejansko kaže preprosto skozi zgodbo, da je on mene ljubi kot sovražnika, kot tistega, ki ne da, ki se boji zase, in da mi je to odpira oči skozi leta, ne? Ampak skozi težke stvari, ko najprej pri meni, potem pa pri drugih, da mi odpre oči, da sem jaz tak, ne? Da ljubim tiste, ki mi vračajo, da delam dobro tistem, ki vem, da bom nazaj dobil, da posojam tistim, ki so prijazni, ne? Pol, da zahtevam nazaj, ne? Spomnil sem imel misijon, pa en župnik tako malo dal, pa 10 dni sem se z avtom vozil, pa to, Marija sveta, koliko sem bil razočaran, pa žalosten, pa jezen anga, se predstavljate? Kaj mi je Gospod pokazal? Ja. To, da ne pripravljamo je, da bi sprejel usmiljenje, pa me še vedno zavede. Da vidu, ne, da dejansko je on tak do mene, ko sem sovražnik, ko preklinjam, ko sem škrt, ko obsojam, ko zaničujem. To se vsak dan dogaja. Jezus je tole povedal, zakaj? Zato, ker je on tako. In življenje jaz to počasi odkrivam, res počasi, da je on tako. On je tako. Do mene in do tistih, ki jih jaz pri povedi poslušam. On je tako. Jaz če jokam zraven, ko poslušam nekoga, kako trpi, pa kako ga matra zlo, takrat imam nekaj tega. Drugače pa hitro pride zraven farizej, ki že hoče deliti recepte, pa obsodi drugega, pa tako zviška, ne, ga pogledati. Takrat sem že kaj, to, kar tle pravi. Sodim, se pravi, sem brez usmiljenja in sem sojen. Takrat sem že sam, nisem več z Bogom. Usmiljenje je kaj? Usmiljenje je Jezus, kaj to pomeni? Da je ves čas mene gleda skozi očetove oči, da mi je zvest, ne? Takrat, ko jaz zaničujem sebe, ko zaničujem vas, ko zapravljam svoje življenje, kakšen je Kristus do mene usmiljen? Kaj to pomeni? Da me spoštuje, sprejema in da me je naklonjen. Takrat, ko jaz nisem, ne sebi, ne vam. In bolj to vidim, bolj se veselim njega. Če gledate Petra, zakaj je shodil? Zaradi tega. Ker je končno spregledal. Gospod, pa jaz sem popolnoma enak kot vsi grešniki in cestninarji. Vse prešušnice in vsi drugi, nobene razlike ni med mano in njimi. Nobene. Popolnoma enak sem v srcu. Čist isto je. Takrat šele človek lahko sprejme. Tako prav Fausti, tako prav moja izkušnja. Ampak jaz to bolj vidim ob vas, ko vas poslušam. Pa ko vidim nekoga, kako se je spremenil. Ko je dosegel dno, ko je izpovedal, Gospod, jaz ne morem. Recimo, jaz ne morem iz odvisnosti, ne pravi alkoholik. Jaz ne morem iz drugih odvisnosti, vse veste, kako je. In tam pol, kaj narediš? Sprejmeš, Gospod, ti me ljubi, spoštuješ, ceniš, sem ti dragocen. V tej nemoči, v tem, da jaz vem, da ti si, pa ti ne morem zaupati. Vem, da me ti ljubiš, pa ti ne morem zaupati. Ne morem sprejeti tega. Takrat se mi zdi, takrat Gospod šele lahko zraven pride. To je Peter, ko se razjoka, potem ko zataji. Pa sprejme, pa Jezusov pogled. In od tega začne živeti. To je usmiljenje, ne? In Peter zdaj nič več ne sodi nikogar. A ste opazili? Ko proba, ga Pavel napade. Pa se Peter spet vrne lepo nazaj v to, da je usmiljen to, Gospod, jaz nikogar ne sodim, to lahko samo ti. Tle kaže, kakšen je Jezus. Ne sodi, kako nas je Jezus sodil? Mi smo se v osnovno šolo učili, ste spomnite. Bog je sodnik, ki dobro počuje in hudo kaznuje. In edini Bog smo ga imeli, ta sodnik, ki nas je preganjal. Tisti, ki niste imeli katoliške vzgoje, boste vesel, ko niste imeli
te zvarine, ki vas je pri Bermi sploh maltretirala, ker skozi dobro plačuje in hudo kaznuje in ti delaš v glavnem hudo, vidiš hudo in si skozi kaznovan. Še oči se ne upaš pogledati, kaj šele Bogu. Ali ne? Dobro. Torej, ampak kaj pa Kristus pokaže? Tle zdaj pravi, usmiljen, on pokaže, ne, to je on. Ne sodite in ne boste sodni. Kako on pa sodi? Tako da me na križu sprejme. Vsem tem, kar jaz ne morem, podiram, predvsem pa v tem, da ne morem Bogu zaupati, da ne morem nam ga računati, da mu ne morem reči, oče, Jezus na križu kaj naredi. Pa vse krivice, ki sem jih zaradi tega naredil, ko sem obsojal, ko sem zaničeval, ko sem se napihoval nad druge, nad vas. Kristus na križu kaj naredi? Njegova obsodba. Jaz te sprejemam. To je Božje usmiljenje. Jaz te ne obsojam, to smo bila včeraj. A mi lahko to zaupamo? Na to moš prositi, Gospod, da ti zaupal, ko slišim, jaz te ne obsojam, ker jaz to ne verjamem. Jaz takoj, ko naredim nekaj slabega, jaz takoj čutim obsodbo. Se čutim obsojenega, nevrednega, brez dostojanstva. Nič več si najvišjega, nič več nekdo, ki lahko počiva v tem, da je Bog v njem, pa da je vse v Bogu, da se vse v Bogu dogaja. Nič več ne morem tega. Sem takoj preganjan, sem preganjalec. A ti ne sodiš, kako ti sodiš? Tako, da na križu zdržiš in me objamaš. In to vsega. Tudi tistega, ki se meni zdi popolnoma nevreden. Nevreden se mi pa zdi zato, ker sem zaprl svoje srce tvojemu smiljenju. Ker sem se prepustil hudobiji. Torej, sodba Jezusova je križ. Bog ne sodi nikogar. Tako da Kristus sprejme, to je sodba. In obsodba, kako pa on obsodi? Ja, tudi jaz te ne obsojam, pojdi, ne greš več. Kaj je glavna težava? Na strah pa, kaj še? Strah pred Bogom pa pred drugimi, posledično. To je naša obsodba. Če gledate Kajna, če gledate apostole, kako so bili drug do drugega, trdi. Pa smo mi danes trdi drug do drugega. Ja, zakaj? Zato, ker sodimo, Kristus nikogar ne sodi. To ima oče čez. Pa pozna srce. Jaz si pa upam soditi, pa ne poznam še svojega, kako važga, pa si sodim. Pa celo obsodim, pa zaničujem. Ja. Pa ne odpustim. Kristus mi odpusti. To je v bistvu usmiljenje. Se pravi, ne sodi, ne obsoja, odpušča, daje. Kaj mi daje? Ja, sebe, očeta, brate in sestre, večno življenje. Iz smrti naredi, iz največje moje polomije, iz mojega greha naredi kaj? Prostor srečanja z Bogom, prostor svobode. To je dostojanstvo, večjega ni. Tam, ker sem najbolj mar, tudi tam je Gospod čaka, da mi rekel, sin moj, tako kot smo brali 4. nedeljo. Vesel sem te, veselim se te. A si lahko predstavljamo, to je zlahka človek pove, Ampak če pogledate, kdaj jaz to zaživim? A sem že, a mi je bilo že dano? A sem se že pustil povabiti? V kakšnih okoliščinah? To je vedno konkretno, to se dogaja v odnosih, to se dogaja v stiski, to se dogaja, ko molim, to se dogaja, ko se kregam, to se dogaja, ko imam težave. Me Gospod vabi. Da bi sprejel, kaj? Ja, to, kar tle pravi, jaz te nikdar ne sodim. To, kar smo brali v prilikah, je tu sintetizirano. Zdaj, če ti sodiš, si se odžagal ali pa vrgel ven iz česa, od tega, da si sina višjega, ki je tvoje dostojanstvo. Tako kot Kristus lahko zajemeš iz očetove moči, ne iz svoje. Peter se je tega učil, vsi apostoli, svetniki tudi. Mati Terezija, če gledate, Kalkutska. No, torej, s tem, da Jezus to naredi, da vsaka izmed nas ljubi kot sovražnike, nas blagoslavlja, ko ga ne maramo, ko ga zavrnemo, nam odpusti, še preden smo se pokesali,
še preden smo se pokesali. To je njegovo usmiljenje, ki potem meni omogoči, da se lahko pokesam. Pa da prepoznam zlo, ki sem mu verjel. Največje pa seveda to, da sodim, da obsodim, da ne odpustim. In to je edino, kar Gospoda onemogoči, da bi me vred, ne. Edino, kar mi vzame dostojanstvo, pa kar me zapre od njegovega usmiljenja, je to, da jaz tebe obsojam, da ti ne odpustim, da te sodim. To je edino, kar Božja ljubezen ovira, da ne more do mene. In to je edino, s čimer si človek piše sodbo, poslednjo sodbo. Edino. Samo to je. Pa s čimer najbolj dostojanstvo izgubim. Tega, da sem sin najvišjega, pa ti hči, ko te obsojam, ko te obsodim, ko ti ne odpustim, ko ti zamerjam, ko te zaničujem in ponižujem zaradi zla, ki matra tudi mene. Na drugačen način, ampak vsekakor. Zapravo, edino tam zaprem Bogu, da mi vrne dostojanstvo. Tam, kjer res ustrajam pri svoji obsodbi, zameri, pa ne odpuščanju. To je edino, ker si jaz pišem sodbo. Vse drugo je Gospod zajel. Ko jaz rečem, Gospod, usmil se me je odneslo. Pa to vsak dan. Ja, tam sem v čem, v kom sem, iz česa zajemam. To, da Gospod ljubi sovražnika, da ga ne sodi, da se mu da ga blagoslavlja. To sem jaz, ne, takrat, ko prepoznam Gospod, pa jaz sem se pustil ujeti v obsodbo, zaničevanje, tole zamero, ne odpuščanje. Edina težava farizejev je to, obsojanje, sodba in zamera. To je edini resnični greh, ki me ga Bog ne more osvoboditi, dokler jaz ne rečem, Gospod, usmil se me, mene moja obsodba ubila, zadušila. Družino bom razbil, odnose bom razbil, vse bom povozil. Takrat sem ozdravljen. Nič prej. No, ne. Edina ovira se pravi za Božje usmiljenje je to, da jaz vas obsojam, pa sebe tudi ne. Pa da sebi ne odpustim, pa vam ne odpustim. Drugače pa ni nobenih ovir. Ker Gospod ima tudi do mene, ko sem jaz trd, me zdaj čaka, kdaj bom sprejel, da sem ljubljeni sovražnik, blagoslavljan, da se je on pustil udariti po vseh licih, po obeh, tudi meni, pa mojemu napuhu, a ne, pa kaj še, da me ne obsoja, nasprotno, da me sprejema, da me spoštuje, da me ceni. Na križu to vidimo, maksimum Božjega usmiljenja, na križu. Tam me je Gospod do konca sprejel, pa vsega izmed nas. Ne glede na naše zločine. Pravi Fausti, da je neskončno večji zločin kot umor človeka, in ne vem, kakšno je moja obsojanje človeka, pa zamera človeku. Da to je najhujši zločin, ki vse zlo povzroča med nami. To se mi zdi je strašna resnica. Da to je edino, kar rabim vedno znova spovedati. Pri spovedi. Priznam, ne, Gospod, ti mene ljubiš, tle noter, sem jaz zločinsko, obsodim, sodim, ne odpustim, zamerim. To je, se pravi, ko jaz sodim tebe, se grem jaz Boga. Takrat sem popolnoma sam. To je hujše, kot pa če nekoga ubijem, pa mi je pa žal. Hujše, dokler ustrajam pri tem. Torej, takrat najbolj dostojanstvo izgubim, pa ga najbolj drugmu vzamem, ko ga sodim, obsojam in mu zamerim in ustrajam v sovraštvu. Ni večjega zla, kot je to. Kristus je na križu stal zaradi tega, da bi nas take dosegel. Tudi po smrti te čaka. Prav v tem. No, to je mene šokiralo zdaj, ko sem bral Faustija. Kako zlahka človek obsodi. In tam sem izven Božjega usmilja, tam Gospoda ni z mano, tam sem sam, sem posameznik, ki ne dela več dobrega, ki ima hudobno srce. Ne more, ne? Nič več ne sodeluje. No, toliko se mi zdi kot
bistvo tega odlomka. Se pravi, glavno Bruno je to, da sem jaz neusmiljen. Najprej do sebe, potem pa do tebe. Do sebe kot nekoga, ki ga greh obremenjuje vsak dan znova. Se pravi, sebičnost pa vse to. In edino Bruno, za katerega moram Gospoda prositi, je to, da bi se odrekel obsodbi, sodbi in zameri do sebe in do vas. Nič drugega ni potrebno. To mi vrne vse dostojanstvo mlajšega sina, pa tudi starejšega, kako bo to naredil, kar sem zdaj rekel. Cestninar to naredi, ne? Ta na križu to naredi, a ste opazili? Razbojnik. Točno to naredi, pa ni bil nobena cvetka, tako kot jaz nisem, nobena cvetka nisem. Noben zgled krščanske ljubezni nisem. Pa jaz pri spovedi tudi nobenega taka nasrečam, ne? Da bi bil zdaj roža popolnosti. Nobeden, ne? Ampak roža sem, ko rečem, Gospod, hvala ti, ker ti tega obsojevalca rešuješ obsodbe, da se poslavljamo te obsodbe do sebe in obsodbe, pa tudi zamere do sebe in do drugih. To se zdi edino, kar je potrebno. Z moje strani. Vse drugo je Gospod že naredil. Ne? Jaz sem že dragocen in rešen in večen, moje zlo je že premagano, to je že prva adventna nedelja, pa druga, ne adventna, postna. Pa druga, ne, ko pravi, Jezus pol pokaže, kako njegova ljubezen prežari smrt in vso to muko, ki prej sledi, ne, ki je posledica tega, da mi sodimo in obsojamo, da se gremo bogove, pa nismo. Da nismo bratje, ne. S tem tudi zgubimo dostojanstvo. Nismo sinovi, nismo bratje in sestre. In pol delamo, kar delamo, če gledate zgodovino. Je polna teh dogodkov, razčlovečenja, ne. Ali pa hudobije, bi rekli. Ne? To je nasprotje usmiljenja in dostojanstva. Hudobija razčlovečenja. Sem iskal, kaj bi bil antonim, oziroma, kako se reče, sinonim, antonim. Ne? No, torej, to se zdi bilo tega postnega časa. Ne? Ta naslednji evangelij, smokva. Ja. Jaz dokler ne rečem, Gospod, hvala ti, ki me nisi obsodil. Hvala ti, ker zdaj končno jaz kot farizej spoznavam, da je moja prava drža ta, da se prepoznam v cestnine in pa rečem, usmir se mene grešnika. Ne, usmir se njega grešnika. Usmir se mene grešnika, to je edino, kar moram jaz moliti. Ne njega, mene. Pa bo po meni Bog dosegel tudi vse druge, ker bom jaz odprt. Vse tiste, ki pridejo na pot, če imam to držo. To je resnično dostojanstvo. Jezus Kristus, usmili se mene grešnika, pa spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Pa to, kar Jezus na križu moli, Oče, odpusti jim, saj ne vedo. Se ne gre sodnika, on se ne gre sodnika. A ste opazili? Nikdar. Tudi za hip ne. Mi se pa bojimo Boga, ki obsoja. Nič ne obsoja. Obsoja tako, da Kristus zajame vse to. No. Ljubljeni grešnik, brat in sestra drugim, pa on pa do mene ustrežljivost do smrti in preko smrti. Ne? Ti si moj ljubljeni sin, to je moje dostojanstvo, pa vaše. Ljubljena hči. Takrat, ko smo sovražniki, pravljivci, zatajevalci, nasilneži, plenilci, nadležneži, reveži, totovi in tako naprej. To je težko sprejeti, se vam zdi. Zato moram tokrat povedati, ker se mi zdi tako osvobajajoče. Pa tako si želim, ne, da to vsak dan znova sprejeli vsi, najprej pa sam. Zato molim, da bi to sprejel, ne zato, da bo Bog to delal, kar jaz hočem, pa da v mene o Bogu, pa moje načrte, pa nekaj. Ne, da bi to sprejel. Da je on že rešil, da je on ohranil v meni ta pravo identiteto in dostojanstvo. Da on iz mene pa vsak maš pa od krsta naprej dela Božjega sogovornika, tistega, ki postaja deležen očetove ljubezni in lahko z drugimi deli. Ampak uči se pa tega, ko pada, ko odkrije, da je tac spet rato, da je zatajevalec, da je upravljivec, pa se spet vrne. To se mi zdi, no? Da se gre sodnika, pa ni.
Tako, še enkrat sinteza, ne? Da bi nas zajel. Tak je rekel, tudi jaz se ne obsojam, nobenega ne obsojam. Pa je vdaleč prišel pri teku in ga objel. To je bistvo krščanstva, ne? To Bog dela, to jaz ne rabim nič narediti. Sam priznati, Gospod, jaz sem spet farizej ratov, usmil se mene grešnega. Spet sem ratov slep, se pravi, nimam več usmiljenja, ne do sebe, ne do drugih. Uzdrav moje srce. Trdote, trdosrčnosti, ne, glavni greh v Svetem pismu, trdosrčnost. Tako preprosto je, ne, a ni? No, če hočete to poglabljati, vas povabim na duhovne vaje, ne. Moža, ker imamo odmik, točno to doživljamo drug ob drugom tudi, veliko tega, moram reči, da res. Pa si upamo povedati, kako smo farizeji, pa kje nas mori, pa kje smo trdosrčni. In v tistem nas Gospod mehča. Amen. Rudija bo, ki je za zaspati. Moj sobrat, ki je pater Svoršek, ne, imel nizek pritisk. Pri 81 je šel na Triglav, naslednji dan je imel zlato mašo in je uro pred mašo lepo za mizo zaspal, pa je šel domov, ne, tako, tjak greš zares domov. Ampak tako, ne, on je imel ta poseben dar, je sklical zastank, je bil župnik, je dal uvod, besedo naredil, pa je pa kinknil, pa je zaspal. Pa je imel novince, ne, predaval novincem, pa sred predavanja zaspal. No, tako da, ja, zdaj, jaz nisem nobenega videl, da spi, no, ampak čeprav sem tako govoril, da bi zlahka spal, sem si želel, da bi kdo zaspal, da si malo odpočijete. Ne, to sem si želel. Morda se šlo, Bog se nas bolj dotakne, takrat smo tako na robu, ko malo zaspiš. Takrat Bog lažje zraven pride. Saj veste, kako se iz Jožefa mogo namatrati, pa s Petra, Marija, kakšne muke. Pa se ni začuditi, če ima z mano še veliko večje muke, a ni to. Da je zraven pride, ne, da se tlekaj ugreje, da to rata svetišče, ne, tako, ker je Bog dobrodošel, oziroma je človek dobrodošel. Ko se brijem zjutraj, pol si vesel, Gospod, koga že jaz brijem zdajle? Wow, sin najvišjega, Marija, sin najvišjega, čak, to moram pa majhen, bolj spoštljiv, ne. Pa pol na zajtrk pelem, koga pelem na zajtrk? Sina najvišjega. Jaz sem pa lih prej na sobrata si v kakšen podcar je, da je pustil tako pa tako stvari, ne. Kje pa jaz sem takoj pozabil, da on tudi sin najvišjega, ne. Pa zajtrk on niti ne pogledam, ker se že zmer jezen nanga, ki je pustil tam, ne. Na pol specano vse, pa tako, da mu pa jaz pospravljati po zajtrku. Si predstavljate? Sin najvišjega z mano je zajtrk. In me grinjetra zato, ker tam dlako pusti, ki se brije, pol tam prmajdom pa sin najvišjega. Jaz pa to kompliciram zaradi tega, zaradi dlake, pa te stvari. Se predstavljate? A ni to smešno? Ampak tako, čo, v tem stilu smo, ne? Pa Gospod spet vidi, da bi se mi spet oči odprli, pa se spet zapravijo, pa spet, pa za spet slep, pa spet. Tak, no. To jaz mislim, da vprašanje ne bo, zato to je kristalno jasno, jaz ne znam nič odgovoriti drugega. Kaj ćemo zdaj tle sedeti, pa to pojmo dan, pa se veselimo, pa mož gleda žena, pa pravi, hči najvišjega, pa to je čudovito. Jaz sem hčeri najvišjega sem poročen, pa žena gleda moža, kakšne brke, pa to, ko me gre na jetrak, me objame, pa to so brke sina najvišjega. Pa to ne moreš verjeti. Pa križ, ki ga boli, ne? To je križ, sina višjega križ boli. A si predstavljate? To malo tako, ne? Ampak ni tako v resnici. V resnici je to bolj res, kot pa to, da imamo mi, ja, ta je tak smrči, ta skozi nekaj povrhava, ta itak bo vedno isto stvar povedal, zato ker ne zna drugega vedno isto povesti. Tako kot jaz, nekaj predavam, vedno isto, ne znam drugega povedati. Pol, ne, a ste opazili? Kako mi hitro pridemo do sodem, obsodem in sem zaprt. Življenje je izgubi lepoto.
To mi je danes tako bolel, sem se pripravljal, ko sem tole gledal, kako to hitro se pustiš potegniti. Pa kar barve izginejo barve. Te lepote v odnosih, ne? Ker tam je nejlevš pa najtežje, v odnosih, kje pa če biti? Tam je ne bo koči usmiljene v odnosih, ko zjutraj pridem sina najvišjega, prva šola usmiljenja. Oziroma še prej, ko odpre oči, kaj bo naredil, ko odpre oči? Rekel, o ne, danes imamo pa sestanek. O, Marija, pa ne, pa zakaj imamo danes sestanek? Ali pa rekel, Gospod, hvala ti, da lahko danes so brate srečo, ne? Pa da lahko unga potrepljal, ki bi ga včeraj skoraj pretegnil. Se ti zahvaljujem, ne? Pa dobi barvo, čist drugo barvo dobiva, ste opazili, no? Dan, pa srečanje, pa sam drugmu je treba dati besedo. To se zdi dostojanstvo usmiljenja. To Bog dela. Tok se matra, da me uživ, jaz pa brijem idiota, ne pa sine najvišjega. Ne. Pa še ti zbe ne reč, dal kar poruvati, da se ne bilo treba briti. Včasih, ne vedno, včasih. Včasih se veste, ko se stemni, ne, ko vse barve padejo. Ko si preveč obsojal, bil trd, sodel, pa ne odpustil. Temu, ki ga briješ, pa temu, ki se tudi zraven brije, oziroma, a ne, žena ima drugačen sistem, ampak, a ne, tudi mora pač, pa tako. Ja. Torej, zgleda, da je predavatelj zaključil. Ste pa tudi vi povabljeni, da kaj poveste. In tako bi, da šel gospod predavatelj nekaj počivati mizo. Da se vležem. Bo od tam odgovarjal, je prav, da se malo spočije. Torej, mi bomo pa skušali kakšno vprašanje postaviti. Zdaj, jaz sem dal listke okrog, ne vem, če ste jih dobili, da bi kaj napisali. Vsak ima pa možnost priti tudi sem. No, tamle listke grejo že nazaj. So popisani, so prazni. Torej, eno vprašanje pa je napisano. No, ne več, dva. Torej, prvo vprašanje, ki je napisano, kako če ste se rešili kako ste zdaj Kako ste olajšali svojo depresijo? Aha. Ja, mislim, da je Bog, ne? Meni je bilo samo rečeno, da je bilo lepo, če bi se začel zahvaljevati za strah, za občutek strahu, za občutek tesnobe, pa ga sprejel, ne? Potem, ko sem to začel, sem gotov, da je glavna težava ta, da jaz bežim pred strahom, pred tesnobo že, ne? Spravi, dvakratni strah pred tesnobo. Strah pred tesnobo, potem pa strah pred strahom, pred tesnobo. Tako ima Ignacij želja po želji in tako naprej. To ne žduzga, no, ko se nehaš biti, ko sprejmeš, da si depresiven, saj v mojem primeru ne nevrotična, ne, kako več teh je, ne. Ampak v resnici je depresija, kaj bojim, ne, tako, da se pač človek zgubi v svojih samogovorih, žalostih, razočaranjih, temu, da ne vidiš več, ne, dialoga nikjer, da se vse zapre. No, rešil se nisem sam, ne, rešil me je Gospod. Jaz sem zdaj zjutraj samo, ko sem odprl oči, sem se začel zahvaljevati. Gospod, hvala ti, da me je strah. Tesnobe, najprej za strah. Hvala ti za moj strah.
Prvo je bil, hvala ti za moj strah, pa 10 minut, hvala ti za občutek strahu, ki ga čutim. Potem pa naslednjih, sredo podneva, ker jaz nisem mogel ne pisati zdaj, jedel sem še lahko, to pisati nisem mogel več, razmišljati tudi ne, po špansko še manj, da bi pisal. Pol sem se pa zahvalil za občutek tesnobe, ker tistega sem se najbolj bal, ker se zdi, da tle 4 konji stojijo in zdaj ti razmišljaš, kako bi pobegnil izpod teh konj. Pa ne gre, Pol kasneje sem bral, ena redovnica 20 let prosila Boga, da bi jo rešil depresije. Pa nič ne, slabše je bilo. Potem je pa prišla do izgleda, zahvaljivati se, Gospod, ti veš, za kom je z depresijo. Jaz sprejemam strah pred tesnobo, so žalost, zato ti me zdaj ničesa učiš in očiščuješ, ti že veš kaj. A ne. Jasno, pa prvi to, če si zelo sesut, moliš ob nekom, če je neurotična, Če ne pa tablete pomagajo, vsaj to, da te čist ne. Ampak, če ne začneš delati na odnosu z Bogom, jaz ne vem, te samo utopi, pa nič ni razlike, še vedno si samogovor, monologar, tisti, ki se sam s sabo pogovarja z svojimi strahovi, svoje žalostjo, svojimi zamerami, svojimi obsodbami. Jaz se spomnim, kakšen je bil moj monolog, ko sem je depresiv. To vam povem, nič ni dobrega ostalo v mojem življenju, nazaj gledano, nič. Vse je bilo, kot da je vse za nič v depresiji, Vse ti pobarva, ampak to je sama laž, seveda, ko te je strah, ko si žalosten, ti strah laže, po čem? Po vsaki misli. Pa žalost isto, po vsaki misli ti laže. In ti tistega narediš klobaso. In ta klobasa nima špile. Špila, edina taka, v narekovajih, se ponudi, ti tole končaj, ko boš svoboden. Ko pride potuhneno, Ampak prej je pa ta monolog, neskončen monolog raznih verzij, pa zakaj sem jaz, da ti pa kvaj je narobe z mano, pa kaj moram narediti, da bom pobegnil pred strahom, kje moram bežati naprej, da bom vam pobegnil, vse pod vprašanjem, odločitev, sobratje, tvoja zgodba, življenje, vse se zdi, da je to brez veze, da nima ne glave pa ne repa. Ker nikjer ne prideš ven, dokler bežiš, tako sem jaz doživel, z monologom, da bi se sam rešil. Zdaj, podobno se mi zdi izkušnja alkoholika, ko pride na konc, pa reče, Gospod, jaz ne morem. Jaz sem mislil, da se lahko sam rešil. Jaz ne morem ven. Ampak to se zdi tudi najgloblja izkušnja vsega kristjana. Ko jaz to rečem, Gospod, jaz se ne morem sam rešiti, samo ti. Ti si me že, ti me lahko. Jaz želim iz tega živeti. Takrat se stvari začnejo spreminjati. In tle se zdi, je to bila izvrstna šola tega, jaz se še zmeraj učim tega, ampak tisto, kar mi je pomagalo, da sem pa vse lahko naredil, pa končal, je bilo to, sprejeti občutke, zahvaliti se zanje, zahvaliti se za to, da sem v depresiji. Gospodu, Gospod, ti že veš, ti vodi zgodbo. Jaz sprejemam občutke, odrekam se pa mislim, ker po mislih sem tako daleč prišel, da ni bilo več ne repa pa glave. Sam zmeden monolog še s temnim hodnikom na konc. Misli vam ne bom štel, ampak so vse zlagane v resnici. Nič tega ni res, ker jaz razmišljam, ko sem žalosten. Nič ni res. Pa sploh, ko me je strah, meni je pa žalost, pa strah pred prihodnostjo, zase. To je egoizmov pa vrtenja okrog sebe, da ne moš verjeti. Tega je ogromno. To ti slika, vse stare stvari na dan pridejo z mladosti, pa prihodnost pa te slika, kako boš brač ratov, pijanc ratov, kako neči iz tebe, kako itak vsi se te bojo smejali, vsi tebe ponižvali, vsi jo pljuvali po tebi. Sam boš umrl nekje, a ni vse en, če si zdaj, kaj si šmatra. Taka zgodba te napletejo v misli. Jaz sem tako doživel, Zdaj, rešitev ni bila, da sem se s pomisli goril. Rešitev je bila to, da sem se začel, ko me je bilo strah, da biti z Bogom. Hvala ti, Gospod, da sem zdaj stavil, da me je strah, mene sme mi strah. Jaz smem čutiti strah. Tesnobo itak, pa. Zdaj ta hip 30 000 mehnih otrok umira od lakote in stiske.
Jaz pa ne čutite ne tesnove, pa notranje bolečine, pa teže, ja, kako da ne, če sem pa član tega človeštva. Pa zakaj mora tako misliti, da je vse od mene, pa da je vse moje, pa da je samo v mene rešitev? Ja ne. Zakaj? A res? Ni, ne. Ampak, dokler se pustiš vrteti samo govorom, ni shoda. Pa Maša, pa te stvari, ne, te Gospod odpre, pa seveda, pa drugi, ne, ko vidijo, pa te poteplajo, pa te povabijo laufat, pa te povabijo. Ampak bistveno se mi pa zdi pa prav to, no, da sem začel sprejemati občutke, neprijetne občutke in še danes se ne bojim nič več, ne, vedno je neprijetno, ko si žalosten, ko si jezen, ko te je strah. To je človeka vsak dan strah, kako pa če vidi, ne, več ali manj. Ampak zdaj je zame to priložnost, da je zdaj, Gospod, hvala, da me je spet strah, ne, kaj še zdaj. Vedno, ko pozabim, so pol, ampak poj strah toliko naraste, da se spomnim, ne. Da se spomnim, Gospod, hvala ti, da mi je spet, da sem došel do vrelišča, ko se začenja prebavati tekočin, ja. Pa boljš, ne, pa spremeš, pa kaj je to taka, če se zdaj meni že Coca-Cola tekočinja noter, ne. Da bi vam potegnili zadeve, od strahu pač, ja dobro, pa ne, pa kaj, ne. Hvala, da mi strah za to še posebno, ne. Pa da sem žalosten, kako pa ne žalosten? 80% človeštva zdaj je žalostnega, tudi zaradi zunanjih problemov. Jaz pa ne smem biti žalosten, kako to, zakaj pa ne? Pa zakaj je v žalosti ne sme biti z Bogom, ne mora biti z Bogom, zakaj pa ne? A mislite, da je Bog z mano samo, kadar jaz to živam, pa čutim, da je z mano? Ah, kje pa? Še bolj takrat sem žalosten, še bolj takrat sem obupan, sem doma jaz nadovoljen, da ne računam na njega. Ne reči, Gospod, hvala ti, kaj rok drži izdala, se mi zdi, da sem bo strgal. Hvala ti za moje občutke. Se ne bom pogovarjal s tem občutkom, jaz se zahvaljujem, da sem stragan. Hvala ti za moj občutek. To je me pomagalo. Pa še vedno mi pomaga. Sej, križ ostane, moj karakter ostane. Mene bo vedno strah enakih stvari. Vedno sem določenih stvarih razjezil, ki se vi smejate, jaz se jezim, ne? To ostane, to ne zgine, to ostane, to je del moje zgodbe, ampak ta zgodba je del odrešenja, tako kot vaša, vsaka od vas. Je del Jezusove zgodbe, ni samo zdaj sama na sebi smiselna, pa je del Jezusove zgodbe. Je Jezus naredil za svojo, pa koliko je vsaka zgodba. Z vsem farizejstvom, z vsem cestninarstvom, z vsem tam, z vsem. In jaz, ko sem začne zahvaljati, da sem slabše, da ne podgane, oziroma se počutim kamiška, ki je v slom pogazil, ja, takrat se mi zdi, da dovolj mečka, ne, da je Gospod glava, mečka, no. Vedno, ko se pa nadubam, pa delam škodo. Vse pa drugam. Vedno, sploh, kadar obsojam, jaz vidim, ko sem tole Faustija bral, sem videl, koliko obsodba, kakšno škodo ti to naredi, pa sojenje drugih, pa zamera drugih, ne. Pa ni važno, zdaj tu si so v parlamentu ali pa nekje drugod, ne. Če jaz besnim nad njih, jaz sem svoje srce stran vrgo, ne. Takrat. In pa je posledica svede, pa te lažje dobi na depresijo, pa na žalost, pa tako naprej. Zato, ker mu ne dovoliš, da bi on Gospod, ne, ko jaz sodam, hočem jaz biti Bog. Brez njega, ne, ker država je lažna podoba Bogu. Sodnik, ki kome čaka, kdaj bo. Nekdo, ki te je že obsodil. To ni, tega Boga ni. Zamera. Kaj je zamera? Sovraštvo, ne? A ni sovraštvo greh? Mi jeza pravimo, ne? Ampak jeze človek naredi zamero, pa sovraštvo. Če je zamera tako velik greh, zakaj je ni na seznamu 7 glavnih grehov? Pa obsodba. V jezi kaj naredimo? Obsodom je zamera, ne? Zato imamo jezo z grehom, ki jeza je občutek, jeza ni greh. Jeza je greh, pa kaj jaz zameram in zasovražam. A se vam ne zdi? Greh tle ne gre za greh, tle gre za to, da jaz zgubim odnos z Bogom. Da se grem jaz Boga. Ko zamerim. Ko jaz zamerim liko, ko v svoje srce dal jekleno škatlo in ga tamno zaprl. Zdaj Bog vse, kar dela, gre mimo mene.
vse ljudi, ki mi jih pošlje, gre mimo mene. Ker jih jaz zaradi zamere, v katero sem se prvo ne vidim, ne slišim. Še s tistim, ki je zdaj z mano, jaz pričakujem isto od njega, kot tisti, ki mu zameram, recimo moj oče, Jaz sem od predstojnikov pričakoval ravno tako držo kot mojega očeta, ki sem mu zameril, dokler se nisem zavedal. In sem bil poleg do predstojnika tak, surov, že vnaprej odklonilen in dejansko se je začelo to dogajati, ker sem jaz očetu zameril. Zato sem se začel tako obnašati, ne? Do sobrata, ki je bil z mano, ki je prišel v življenje let prej, kako? Pa on nima, ne, ampak mene je zamera do mojega očeta ubijala v odnosu do sobrata. Dokler nisem prepoznal pol, pa se zahvalil za sobrata, zahvalil za ata, se poslal od zamere Gospodu, rekel, Gospod, ti tole, to edino ti lahko osvobodiš moje srce, te ječe, v katero sem se zaprl. Takrat je izgledalo upravičeno, ne? Da imam celo pravico podpisano od vseh sodnikov, pa nekva. Ne, veliko vladno. No, če me kaj pomaga. Zdaj, kaj ne se znamo grehu, kaj ni. Gre za to, kaj mene odreže od tega, da je Božja moč v meni pa ljubezni. Najbolj to, da jaz sodim in obsojam, da se grem jaz Boga. To je prvi greh, to je bistvo napuha. V šarnosti, ne? Jaz si domišljam, da lahko tebe sodim, pa še Kristus te ni sodil, jaz si pa upam. Po enem dejanju in dogodku sodi tvoje življenje, pa rečem, ta je pojs. Takrat Gospod ni bil nikdar dalj od mene, kot je v tistem hipu. Oziroma, jaz nisem bil nikdar bolj oddaljen od njega kot takrat. Takrat sem res čist izven. Ker delam nekaj, kar Bog ne dela. Do nikogar. Do nikogar, si predstavljate? Do nikogar. Ja, to je Kristus pokazal, ne? To ni starozavezni sodnik, ki maha z sekiro, z tole, kaj že, vago, ne, pravice. In sekano se strani. Božja pravičnost je usmiljena, na križu se dopolni. Ja, to bo res nevredno, ko bomo to iz obličja v obličje videli, kako bomo to veselili. Kako bo to lepo. Kako blagoslavljate nekoga, ki spletkari proti tebi, ti živi slabo. Še to bolj, ne? A ni? Če to delate, kaj se zgodi pa v srcu? V vašem srcu, za to gre, ne? Jaz sem odgovoren za tole, jaz nisem odgovoren za tistega, ki spletkari. Ampak daj bom jaz tistmu, ki spletkari pomagal. Kako bom najprej se pomagal? Tako da začnem blagoslavljati, ne? Gospod, hvala ti, ker je on sin najvišjega, pa tega še ne živi. Kako bom jaz zdaj živ to, da nas sprejel njega, ne? Ampak jaz bom rekel, to, kar delaš do mene, te bo ubil, ne? Če se nam bo streznil. To lahko rečem, ne? Ampak če ga bom jaz obsodil, pa zasovražil sem, pa padel v isto zanko kot on. In so dva mrtva, ne samo eden. Če pa jaz se zavedam, ne, tega, pa jaz povem, to je zlo. To zlo bo tebi škodi in meni škodi. Ne rečem, ti si puj z tebe, bojo hudiči garažno vrti. To sem že mimo, obsodba. Z obsodbo sem jaz prvi sebe obsodil, potem pa še njega. Ampak to smo mi tako navajeni, to mi delamo tako, kako se reče. Ne, pa jaz vidim recimo, komunalizari. Ja, kaj je to, ko jaz rečem komunalizari, točno to? Vedno je to. Nikdar ni tle Boga zraven, nikdar. In pa se sploh ne zvedam, to reče tako. Ja, ava. Ne, a se predstavljate? No, se pravi, ali pa nekdo te preganja, recimo se zločil, pa te zdaj izpravlja v vse, pa tako naprej. Ja, te ti moliš za njega, pa rečeš, Gospod, blagoslovi ga, da tudi on odkril, da je tvoj ljubljeni sin najvišjega. Ko ti to delaš, ti ostajaš hči najvišjega, tudi če te on preganja, ne? Pa te njegovo zlo ne more požreti. Če ga pa ti zasovražiš, te pa požrlo. Si pa ravno tako umrl, kot on, ki te preganja. Nobene razlike ni. Oba mrtva.
pred Bogom. Ne? Tako kot jaz v depresiji. Ne? To je mrtvo. Dokler se jaz pogovarjam s sabo, jaz sem mrtev. Dokler ne rečem, Gospod, hvala ti, da me učiš ljubezni zdaj, po vsem tem, kar čutim, pa se dogaja. Pa tvojega usmiljenja, ne, ki je najbolj pomembno. Preberite si res Faustija, pa večkrat. Jaz sem to bral, da je. To je tako krvavo Kristusovo, da si to človek ne zapomni, ko enkrat prebere. To je dobro brati vsak teden. Ob tem poglavju 6, Luka 6, od 27 do konca 60. Priporočam globoko. Zdi take globine so, no, ki ti pobarvajo spet življenje s to barvo, ki ga Bog vidi. Saj malo, no. Saj zaslutiš. Vidiš, ne? Blagoslavljati, ne? Kako blagoslavljati? Zdaj spet tako anonimni alkoholik, ali ne anonimni, alkoholik misli, ja, jaz bom zdaj to od jutra naprej, pa ali pa vegetarijanc, ne, na pokusem mesa do smrti. Wow. Takrat se šele začne bitka, pa skušnjavi, sigurno boš luknil. Ne? Če prejš, Gospod, jaz sam nisem sposoben, ne moram zdržati. Jaz sam nisem sposoben blagoslavljati sovražnika. Jaz sem sposoben na konsko vzeti brzo strelko in početi. To pa je na dosegu moje, kako bi rekli, živalske pravičnosti. To pa v hipu naredim, to pa res ni problem. Noben me ne rab reči. Blagoslavljati sovražnike. Ne, to moram jaz prositi, to je pa samo eden zares znal. In ta še vedno zares zna. In ta je ostali in je tle, in je tamle, njegov dih je posod, ne? Vsakem. Ampak hoče, da jaz reč, Gospod, jaz zdaj računam na te. Ti si tega človeka že, to je tvoj ljubljeni sin, tako kot jaz. Da imi malo tvojega spoštovanja naklonnosti, da ga ne bom zadal. Pa grem raje sliko prbiti na zid, ne? Pa pikade meča manga. Ti si boš. Ne? No, ampak, razumete, malo karikiram, no? Če jaz mislim, da to zmorem svoje moči, ja ne. Zato grem pa jaz zjutraj molit. Kadar jaz zjutraj ne molim, vam povem, jaz sem zvečer tako kakšen terorist. Nobene razlike ni. V resnici, v srcu je ista hudobija, sem da bomba še ni padla. Ta prava. Ampak morda se večja škoda zgodi tudi. Bolj s hudobijo, bolj prizeneš nekoga, kot pa če bombo vrgu. Ko obsodiš, ko ga zanečuješ, sovražiš. Kaj pa je to je terorizem, vse ni drugega. In jaz pol gor plačam zaradi tega, pa drugi. Ampak to že zaradi tega, ker zjutraj nisem rekel, Gospod, ne, da imaš ti zdaj svoje ljubljene sinove hčere. Rad bi sodeloval s tvojo ljubeznijo, sprejemom, spoštovanjem, naklonjenostjo do tega in vseh. Pa tam sedim, pa tvojo besedo berem, da malo odpre tele obrambne mehanizme, ki jih jaz vedno znova nazaj postavim, zato ker sem se tako naučil, ker ne znam drugače. Ti jih odpiraš, tvoje besede jih odpira, ne? Ne jaz. To bi bilo hodil v šabno, ne? Če bi jaz to lahko sam delal, jaz bi zdaj žarel od usmiljanja in sočutja do vsega. Pa kot vidite, ne? Pa premalo, ne? To Bog naredi. Mi saj skrb nekaj moramo, če te že, pa ta zvečer, da se zahvališ, pa to ne, da saj to stoji. In te Gospod ohranja v tem, da on blagoslavlja tebe, ki si bil danes 3/4 dneva njegov sovražnik, nisme vred. Ne tega, ne drugih. Nisi spoštoval ne tega, ne drugih. Ja kaj, on blagoslavlja, on te ne sodi, on pravi, prid sin, rad bi te objel, ne? Pojdi, ni treba biti ujet v to zlo. To je Kristus, ne? To je zgledam, ko molim. Ne molim zato, da zdaj jaz, ne vem kaj, večji od soseda, pa da me debelejše krave, pa večjega Mercedesa, pa otroke predsednike države, pa sam eden je lahko. Ne, nič tega. Jaz moram zato, da Gospod me dal malo svojega lastnega mesta
živel iz njegove ljubezni, da nam se šel iz Boga. To je bistvo molitve za ljudi. Da nam zajel iz njegovega usmiljenja, zapravo, da me je on že rešil, da je moje zlo že premagano, da je zlo vseh, ki vmes še zdaj srečo po mojem prizadeli, že premagano, da je Kristus že zajel na križu. Pa vse moje depresije, pa vse vaše depresije, pa vsi vaši konflikti, pa vse ločitve, pa vsi prepiri, pa vse živo. Vse. Jaz zato molim, da to sprejel. Ne? Da se malo zadihal iz tega, ne da je hodil koliko zgubljen pogan, ki se je sploh ne zavedal, da druga je Bog dal. Pa nič nima od njega, zato ga ni sprejel zatrej, ne? Ki ni prosil, da ga sprejel. To je novo življenje, ne? Jaz ne rabim biti zdaj matrtka budist, da ne vem, nirvana dosegel. Jaz rabim Jezus se zahvaljati, da je nirvana meni že dal, ne? Za danes, to, kar danes rabim. Tlej je duhovni boj pol, ne? Ker ko pa hodiš delat, ja, da jaz ne morem. To je edina stvar, ki mora delati. Se pravi, da jaz nastopam v stik z Bogom. Da ne sprejemam tega, kar Bog dela zame pa za vas. Da ne vidim vas kot sinovi in hčere najvišjega. Da ne vidim vas kot tiste, ki ste spoštovani, sprejeti in ljubljeni vsak hip in vsakem zlu. Tudi ko smo največji farizeji. Tudi, če jaz ne molim, jaz tega ne vidim, ne sprejemam in ne diham. Se pravi, nimam usmiljenja. Pa ne sem do vas, tudi do tega, ki ga vrijem. Ne? A ni to? In tle, da hodi do dela, da to odpade. Pol sem jaz brez moči, pol sem jaz terorist. Večji ali manjši meri, kako pa? Se ne mora biti drugega. Samo da pač sem drugače opremljen kot tisti, ki jih na televizijo vidim. Razlike nobene. V resnici. Tako da. Verjetno se ne strinjate, pač kurdate. Jaz se tudi pred 5 leti ne strinjal. No, zdaj, čez 10 let Bog je pa ne, človek razume. Mek na pamet to malo razume. Pa ni važno to. Rekli ste, da vas je mati zelo ponižala. No, jaz sem odkril odnosu do sobrata. Koliko veliko jezo imam do mame. Moja mama je umrla na nomaš, to je bilo slovesno, iste rože, vse je bilo, kot bi svetnik umrl. Čez 3 dni, ne, smo pokopali. To je bilo nedotakljivo. Ko pa sobrat pride zjutraj, jaz naštimujem zajtrk, doma do onih vaj, ne. Naštimujem zajtrk. Pride sobrat prav, to mora biti tako, to mora biti tako, predstavljam. To tja. Jaz znorim. Predstavljate. Jaz sem znoril. Sem postal tako jezen, da sam sebi nisem mogel verjeti. Pa pol leta se poznava. Ne može biti pol leta toliko jezen človeka iz česa. A ne? Ja ne. Jaz sem bolj prosil Boga, da bom pokazal. Točno tako je moja mama delala do mojega ata. Točno tako. Jaz sem bil tukaj jezen, se spomnim čas na mamo. Kaj je tako nič dava. Tok sem bil jezen. In to je zdaj ven udaril, ne? Ko je sobrat naredil nekaj taga. To mora biti tako, to mora biti tako. Človek Božji, da jaz pa pravila, bi še trven, ne? Če ne moj čevelj kam pobegnil. Morda lahko celo zobe poškoduje, da to ne gledam. Ampak takrat sem se zavedal, odkud ta jeza je. Pa sem se spomnil, pa sem prosil. To pol, ja kaj pol? Pol greš nazaj, pa se zahvaljuješ za mamo, pol ti Bog da razumeti njeno stisko, veš zakaj je bilo tako. Zdaj nisem sam jaz farizej, mama ima tudi te probleme, ne? Je imela. Nisem sam jaz grešnik, ne? Kako? A ne? Pol razumeš, pol sprejmeš, pol se zahvaljuješ za mamo, tako omejeno, ne? Da je ravno tako se v stiske in težave mlele, tako kot mene. Kako bo zdaj? Ona mogla biti pa popolna, kako? Ja ne, hvala ti, Gospod, za mojo mamo, za vse njeno trpljenje, za ves njen greh, za vse njene udarce, za vsa ponižanja. Hvala ti na tiste, ki spoštoval jo in mene.
oba. Zato je zelo, da vas tle govorim, ne, se, če ne bom. Dejstvo. Zaradi tega. In to je pa zamera me spomni nekaj, da povabim Gospoda, da se jaz vem, kaj je Gospod takrat delal, ko sem se jaz jezil na mamo in se mi zameril, kako je očeta. In je to taka jeza bila, da sem jo začutil v sobratu šele. Prepoznal. Pa sem pa začel prositi, Gospod, da ji pokaž, da je v svobod, ne? Da je ti prid zraven, da mi pokaž. Da očeta pa isto, ne? Tis pa prej že. Pa se pravi, zahvalil se za človeka, zase, oba so bila ljubljena v tistem hipu, čeprav tega ne jaz, ne oni so znali živeti, ne. In pa se reče zameri, pa te Gospod počasi osvobaja, kaže, ne. Hvala ti, da osvobajaš moje srce iz zamere. Pa me spomni še na to, pa se v tej priliki spomnim na uno zamero, pa tako naprej. Pa se zahvali za mamo in zase, pa hvala ti, Gospod, da osvobajaš moje srce te zamere, tako spomnim na mno. Ti lahko moje srce osvobodiš, ker ti ga poznaš res. Jaz ne se lahko sam zavestno prosim, Gospod, hvala ti, da me osvobajaš tega. Odrekam se, nočem pogrevati tega, ne. To, kar jaz lahko naredim, nočem pogrevati. Se zahvaljujem, da me osvobajaš, se zahvaljujem za mojo mamo v tej situaciji, pa zase. Oba sva bila spoštovana v tebe, dragocena, sprejeta, ljubljena v tistem hipu. Ko sem jaz njo sovražil, ona me je pa prizadela oziroma očeta. Pa mene tudi ne, ampak. Jaz pa njo, kako pa seveda, sam to človek ne vidi, ne, kakšne so pa reakcije nazaj. Svetniško, da človek drži včasih svoje otroke. A ste opazili? A se veste, tiskmat otroke, veste, kako to gre. A ne? No, da se zdi, bo vstopa, sej, počas, ne, po vsakmu, po svoje. A se vam zdi to? No, to je pot pa smer, ne? Jaz tako vidim tole. Torej, listki so izčrpani. Zdaj, če bo še kdo... Zdaj moram pa na solatko domov, ne? Ker prišel pred mikrofon, imate možnost priti tudi pred mikrofon, pa od tukaj kaj povedati, kaj vprašati. Ljubite, delajte dobro, blagoslavljajte, molite za sovražnike. Ja, izvolite. Meni se zdi tako, ker človek... Hočete priti pred mikrofon. Veste zato, ker se snema, da se bo posnil. Tisti, ki se vam odvi, kar vi pa pejte, da se note pej šumirajo. Sajenco nič ne zamira, zato ker se znam. Eno vprašanje, iz lastne izkušnje vem, ko človeka za te zadanje hudo trpljenje, ko dobiš križ, ki ga nikoli nisi želel in hotel, in se vprašaš, ne, zakaj pa ravno je, zakaj se je ravno meni to zgodilo, potem naslednja faza primerjanja z drugimi. V tem ni bilo mogoče povedano tudi, da je, če je to potem isto, kot da ti obsodiš drugega človeka, ko ne spremeš, da je tvoja zgodba edinstvena in kratna in neprimerljiva z drugimi. In te ravno ta drža primerjanja potem potisne vse to samo usrkanje in vrtenje okrog samega sebe. Ja. Meni se mi zdi, če pri obsojenju hudi igra na puh, ne, na to, da se greme z Boga, da si jemljem Božjo moč in oblast, je potem tle pri primerjanju pa nevošljivost, ne, pa sestra od napuha, zavist. Drugem dobro gre, meni pa ne. Vsem dobro gre, meni pa ne. To je tak satanistični monolog, da Bog se usmili, ne. Uničevalen, se vam zdi. In to, ampak meni se zdi, da moramo vsi skozi to iti, ne, eden večji meri, drugi manjši meri. Ker tako se mi pa naučimo ljubezni, tako da gremo skozi take preizkušnje, da nas tudi povoz, ne, to primerjanje, zavist, obsodba, vse to, vsi gremo skozi to pa je dejstvo, ne. Zato pa človek, ko odkriš, da ti je odpuščeno, se začneš skrsati tega, pa se ti Bog tudi pokaže, pa jokaš od vesela, ne.
da te ni ugonobilo vse to. Če ne zdaj, če zdaj ne moreš, pa da drugi pomagajo, pa morajo zate, pa tako naprej, pa ti upuješ, pa čez 10 let boš pa to drugače videl, ne? Ker to Bog dal moč, boš dozoril tudi v tem primerjanju, pa v tem. Ko ti to moči pobere, ker se pustiš prevarati, ne? Ker se pustiš potegniti v to, ki je laž. To je še en monolog, tako kot v strahu je primerjanje isti monolog, ne? Ki je laž v resnici. Ki ima za cilj samo to, da ti še tisto moč in dostojanstvo odpelje, ki ga imaš. Da se počutiš kot razrušeno svetišče, da pa trnava. Brez dostojanstva, ne? Primerjanje. To so čiste fantazije, iluzije, ne? Če se pa jaz zavedam, da moja zgodba je enkratna. Nihče ne more imeti rad na tak način kot jaz. Nihče iz moje zgodbe imam na tak način rad, pa grešim lahko samo jaz na tak način. Nihče ne. Strojnikov je velik, jaz sem tudi bivši strojnik. Ampak nihče ne more biti strojnik na tak način, kot sem jaz. Z mojo močjo, z mojo ljubeznijo, nihče. Ali pa duhovnik, nihče. A ne? Zdaj, primerjava pa kaj? Primerjava pa to, vsi smo enaki, oziroma vsi mogli biti enaki, ja ne, vsi smo enkratni. Vsi smo dragoceni, vsi smo sinovi in hčeri enega očeta, ampak vsak je drugačen, ker tam je bogatstvo. Ti imaš dar besede, ti imaš zlate roke, ti imaš toplo srce, ti imaš nasmešek, jaz imam ostro misel, jaz jo nimam, ampak ne, se pravi, vsak ima nekaj. Ti imaš srce, ki moli, ja, za koga? Ja, za nas, ne, za vse, ne sem zase. Zakaj si žalosten zdaj, če nimaš še zlatih rok poleg tega, da si ne bil brihten? Ja, če pa imaš oboje, pa se pa lahko napihneš, pa boš 30 let delal škodo, da boš pa končno odkril, koliko si škoda naredil s tem, ko si sam se prepisoval to, da si brihten in da ti roke čudovite stvari lahko delajo. In si na ta račun pa izkoriščal druge, zatiral, okrog prinesel, nalagal, izrabil. Ja, pa boš pa, ko se ti vse to na glavo podrlo, te bo pamet srečala, nič prej. Takrat boš to šele začel živeti kot dar, pa se zavedal, da je bil dar. Vsi imamo nekaj tega, ne? Bog vsega od nas tle uči dejstvo. Ne samo mene, vsega. Pa vsi imamo obdobja, ko se zelo primerjajo v naši kulturi, pa ženske sploh, ne pa ta moda, pa vse to mogle biti vse ljudke. Pa ima mlada punca, kaj avtomatsko se primerja, pa sploh se ne zaveda, da se primerja, pa da je bolna od tega, da se primerja. Da ni več ona, ne? Da je izgubila svoje dostojanstvo, ker je živi od primerjanja. Zdaj, koliko se mora pa Bog namatrati po ljudeh, po vsem, da ti pokaže, da si enkratna pa dragocena. Da ne rabi zdaj svojih bogov imeti po Klavdiji Šifer, ki je itak. Pač ona se je tudi zaredila, ne, sam. A razumete? No, to je po ta starih, ne, to prvo je napuh. Sestra zavist, potem pa takoj prijo te stvari. Slabo razmišljati, slabo govoriti, soditi, obsojati, zaničevati, zasovražiti. Potem so šele ti zunanji grehi, kot posledica teh, ne, ko se znotraj stemni, ko jaz tebe sodim, sem napihnen. Potem tle rata praznina. Kaj čutim? Lakoto. Željo po posedovanju ali pohoti, ne? Pohleb, pohoto, požrešnost, jezo, lenobo, nečistost. Te stvari pa doživljam, ampak najprej me je pa znotraj podrlo na ušabnost, zavist, primerjanje, napuh, se pravi zaničevanje, obsojenje, slabo govorenje, pa te stvari, ne. Znotraj sem najprej izdal, sem se šel Boga. Potem, ker sem oropan srca pa barov, potem pa zdaj, tako kot Adam peva, rabam nafilati se s stvarmi, z obladovanjem, s tem, da me ljudje čestijo, čeprav iz strahu, ne, pa vse zlagano, ampak, ja. Ampak to ne da, ne, pa to, da jaz posedujem drugega, kje je to, je še večja praznina nastane, saj mi nič ne da. Ne da. Sem še bolj nasrečen. V resnici. To se mora vsak naučiti na svoj koži. Vsi se to naučimo. Življenje liham tako dolgo, ne. Da nam Bog pokaže to počas. Da nam vrne dostojanstvo po domačem.
da se upamo sprejeti to, da smo vsakič spoštovani, sprejeti, da je naklonjen, da nas ceni, da nas je vesel. To. Dolga pot je do tega. Jaz še hodim skupaj z vami. Ne? Še srečamo Gospod dogodke in težave in lepoto, vse to. On ve, ne, kaj je na tej poti, da me vnajdu. On ve, on pozna. Pa vsega pozna, ne. To je sreča. Ne rabim imeti jaz nadzora. To ima on. Dosti je velik. Če čuti to, kar ti čutiš, pa to, kar ti trpiš, kar ti misliš, pa tako naprej. Ne. To je jaz nič, ne. Meni je včasih dano, da nas nekom čutim, pa je že težko, ne, neštetokrat. Bi že rekel, Gospod, kar nazaj vzem, to lahko sem ti neseš, to jaz ne morem. Si predstavljate? Kri so utrpljene za vsako srce, bolečino, samoto, obup je nesel. Tole, ne, to, kar se zdaj zlagam, ošabnost, notranje samoto, obsodbo, izgubljenost od Boga, ločenost, to je glavno trpljenje. Poglejte, za nanje stvari, to je posledica. In to Bog v ljubezni naloži, sin vzame nas, in to ben človek ne more od nas. Z tega mi lahko zdaj dihamo. To je vesela novica, ne? Za nas. Lahko še kdo pride pred mikrofon. Kaj pa če gremo spat? Torej, veseli smo nocojšnjega večera, vseh misli, ki smo jih slišali, iz osebnega izkustva. Torej, imamo opravka z voditeljem duhovnih vaj, Pater Vili je veliko duhovnih vaj že vodil in ima veliko izkušnje, oznanjevanje. In nocoj smo to bogato podoživeli, kako to gre. Osebno izkustvo in razumevanje drugih in izkustev drugih. In smo mu zelo hvaležni za vse, kar je povedal. In zdaj začel se je tam en aplavz, bi ga lahko dokončal.